V studio danes prihaja eden od zlatih maturantov generacije, ki je letos z zrelostnim izpitom sklenila svoja dijaška leta. V teh dneh so maturanti v središču medijske pozornosti, ki pa bo počasi splahnela. Sedaj že nekdanji dijaki bodo jeseni postali študentje. To velja tudi za današnjega gosta, ki je že od malih nog navdušen matematik. Tadej Zelenc, zlati maturant na gimnaziji Jurija Vege v Idriji, dobrodošel in pozdravljen v naši oddaji. Pozdravljeni. Pred dnevi si bil kot zlati maturant v središču pozornosti. Je ta napetost že kaj popustila? Ja, torej, glavni dogodek je bila podelitev, ki smo imeli na gimnaziji, potem pa se je življenje bolj ali manj vrnilo v običajne tirnice. Še zadnjič smo se nekako srečali s celotno generacijo maturantov in to se mi zdi, da je bil tako višek tega zaključka srednje šole. Čeprav med vsemi 4 leti najbrž nisi izstopal po vseh elementih šolanja. Znano je, da si se ukvarjal veliko z logiko, z matematiko. Pa vendarle, ko pa si zlati maturant, takrat so pa vsi žarometi uperjeni pravzaprav samo v tebe. Ja, je bilo kar zanimivo. Ravnateljica je imela posebej pripravljen govor za zlate maturante. Vsekakor je bilo lepo tako biti nekako izpostavljen za te dosežke. In da je bil tudi ta trud učenja nekako poplačan. Ob rednem študiju si se zanimal predvsem za matematiko in za logiko, udeleževal si se tudi številnih tekmovanj. Se je to zanimanje za to področje pri tebi vzbudilo že v osnovni šoli ali šele sedaj v srednji šoli? Torej nekako matematika mi je bila vedno zanimiva. Vedno mi je tudi šla dobro od rok in nenazadnje sem se zato vedno rad udeleževal teh tekmovanj iz matematike in logike. To sem počel že na osnovni šoli in že tam dosegel par kar dobrih rezultatov, kar me je spodbudilo, da sem to nadaljeval tudi v srednji šoli in tu nadaljeval s temi dosežki, na katere sem vsekakor ponosen. Marsikdo misli, da je nek dober, odličen rezultat posledica talenta ali velikega obsežnega učenja. Kakšno je tu razmerje po tvojem mnenju? Posebej na teh tekmovanjih, na primer v razvedrilni matematiki, je v veliki meri odloča predvsem talent. Torej, nekdo, ki nima na primer te dobre vidnoprostorske predstave, bo tudi z ogromno dela težko dosegel res odličen rezultat. Seveda je to mogoče, ampak vsekakor je mnogo lažje z nekimi predispozicijami. Vsekakor pa zgolj s talentom ne gre, potrebno je tudi rešiti kakšno nalogo in se pripraviti predvsem na te vnaprej znane tipe nalog, ki se pogosto pojavljajo na tekmovanjih, in ko enkrat poznaš te različne vrste nalog, potem se zares odpre. Si se kdaj znašel v situaciji, ko ni šlo več naprej? Ja, na nekaterih nalogah res nekako obtičiš. Pride tudi tekmovanje, na katerem praktično nič ne gre, tako kot bi si sam zamislil. Ampak potem nekako rabiš na to pozabiti in na to brez nekega slabega spomina nadaljevati na prihodnjih izvedbah. Če bi bila matematika samo seštevanje, odštevanje, bi bila najbrž dolgočasna,
Zakaj je matematika tako zanimiva in kakšna polja ti odpira? Torej, ja, ne vem, no točno. Pri matematiki mi je predvsem všeč to, kako na koncu prideš do nekega definitivnega rezultata. Na koncu ni nekih odprtih vprašanj, ampak ko prideš do odgovora, je to dejansko pravilna rešitev. In to mi je bilo vedno všeč. Drugače pa se mi zdi, da lahko matematiko, če želiš, opaziš v mnogih vsakdanjih stvareh. Ravnateljica je v svojem govoru poudarila tudi to, da si bil tutor mlajšim in svojim kolegom. Tutor, dajmo pojasniti ta izraz pravzaprav. Kaj pomeni tutor? Torej, to v najbolj preprosta razlaga tega je, da pomagaš pri učenju nekemu sošolcu ali pa mlajšemu dijaku. Si mu kot mentor. Ja. Si pomagal torej svojim sošolcem. Kaj te je gnalo v to brezplačno, seveda, pomoč? Torej, zdi se mi pravilno, da nekako, če imam neko znanje in vidim nekoga, ki potrebuje pomoč, da mu jo ponudim. To me pravzaprav nič ne stane, nekomu pa lahko pomaga, da na primer dobi boljšo oceno. In na to tudi, ko nekdo, ki se mu pomagal pri učenju, doseže dober rezultat, je to tudi meni nekakšno, je tudi meni v veselje. Se pravi, je to pravzaprav na neki način manj skupni rezultat. Ja, vsekakor je lepo, kadar je vzdušje v razredu dobro, veselo in so sošolci zadovoljni s svojim uspehom. To vzdušje v razredu, ki ga omenjaš, je najbrž pomembno pri vseh teh 4 letih, ki jih dijaki preživite, ste jih preživeli na gimnaziji. Če je vzdušje slabo, napeto, najbrž ne gredo stvari v pravo smer. Ja, vsekakor. Torej, sploh proti koncu se mi zdi, da smo se res tudi med obema paralelkama povezali in smo sodelovali v pripravah različnih dogodkov, torej predvsem maturantskega plesa in pa nato prireditve za zažig cveka. In v teh trenutkih se mi zdi, da se je res pokazalo, da smo generacija letošnjih maturantov in med temi dogodki sem se res počutil kot del neke ekipe, skupnosti. Nekateri mislijo, da ste odličnjaki, zlati maturanti, bi se reklo v pogornem jeziku, piflarji. V tvojem primeru to drži? Po mojem ne. Vsekakor sem ob vseh šolskih obveznostih našel tudi čas za druge stvari, prav tako pa sem tudi med odmori našel čas za druženje s sošolci in nisem doživel neke take izoliranosti, kot bi jo morda pričakovali ob nekem piflarju. Ja. Hobi, s čim se ukvarjaš v prostem času? Več je takih zanimivih stvari. Na primer, v preteklosti sem že posnel animirani film z Lego kockami, torej stop motion. 2-krat na leto s sosedi organiziramo tudi medsosedske turnirje. Rad tudi ustvarjam iz lesa in pa najdem tudi čas za raziskovanje kakšnih bolj teh tem iz področja umetne inteligence. V zadnjem času mi je bila to ena izmed zanimivih področij in sem nekoliko raziskoval na tem področju. Ena od zanimivosti tvoje gimnazijske kariere, če tako rečeva, je tudi ta, da na gimnaziji uči tudi tvoj oče, Mitja Zelenc, in uči prav matematiko. Ja. Si imel kaj prednosti zaradi tega? Torej, z očetom praktično nisva govorila o pouku matematike. Občasno sva si ogledala kakšno tako
zanimivejšo, torej težjo nalogo in jo skupaj predebatirala, ampak najni pogovori v celoti skoraj ne vsebujejo matematike. Tako da mi tudi med samim poukom na gimnaziji to, da moj oče uči matematiko, ni predstavljalo posebnih težav. Je bil pa najbrž primeren dober zgled, kako se lahko iz matematike naredi tudi poklicno kariero. Ja, vsekakor. Tudi sam mu sedaj nekako sledim njegovim stopinjam, ko se bom vpisal na fakulteto za matematiko. Nisem še točno odločen, da želim dejansko postati profesor, ampak vseeno v njem vidim nekakšen zgled. Kaj pa lahko pravzaprav univerzitetno diplomirani, izobraženi matematik počne v življenju? Seveda prva stvar, na katero pomislimo, je profesor, učitelj matematike, ampak na informativnem dnevu na fakulteti za matematiko in fiziko, ki sem ga obiskal, so bili predstavljeni različni poklici, ki so jih opravljali bivši študenti te fakultete. Lahko, na primer, pride do nekega poklica v računovodstvu ali pa na nekih podjetjih v razvoju. Pogosto se na to matematika povezuje tudi z različnimi programerstvi za izvajanje nekih simulacij, ki na to vodijo do izdelave nekih končnih izdelkov. Številni študentje potujejo tudi v tujino, bodisi na izmenjave ali pa tudi na kompletni študij v tujino. Si kdaj razmišljal, da bi študiral v tujini? Ne, niti ne. Zaenkrat nameravam ostati kar v Sloveniji. Življenje prinese vse mogoče situacije. Si kdaj naredil kakšno potezo, za katero ti je bilo v teh 4 letih gimnazijskih žal in ki jo danes ne bi ponovil? Prej bi rekel, da je kakšna stvar, za katero obžalujem, da je nisem storil. Stvari, ki jih narediš, če ne drugega, prinesejo vsaj neke nove izkušnje ali pa napake, iz katerih se lahko naučiš. Tako da nimam v mislih nekega trenutka, za katerega sem prepričan, da tega ne bi smel narediti. Res bolj je kakšna stvar, za katero mi je žal, da je v teh 4 letih nisem poskusil. Če bi zavrteli časovni stroj nazaj in bi imel možnost, da se srečaš in preživiš dan z nekim znanstvenikom, matematikom, s kom bi si želel preživeti en dan? Najbrž z Albertom Einsteinom, s katerim ima tudi rojstni dan na isti dan. Lepo bi imela skupaj slavje. Ja, na primer. Katera knjiga te je zaznamovala v zadnjih letih? Najverjetneje The Silmarillion, avtorja Tolkiena, ki sem ga tudi v teh 4 letih več kot enkrat celega prebral v slovenščini in angleščini in je najbrž moja najljubša knjiga vseh časov. Kako naj se te spominjamo kot zlatega maturanta? Sedaj ta slava bo najbrž tako počasi splahnela, življenje bo šlo v neke nove tirnice. Ja, si želim, da bi tudi v prihodnjih letih dijaki naše gimnazije dosegali čim boljše rezultate. Naj bom predvsem pa mi je všečno, če se mi bo kakšen od sošolcev zapomnil potem, da sem mu pomagal pri učenju matematike, ker se mi zdi, da je ta nekakšen medčloveški odnos pomembnejši od nekih priznanj in nagrad. In ti odnosi tudi gradijo skupnost in povezujejo vse člane. Tadej Zelenc, zlati maturant, jaz ti čestitam za ta pomemben uspeh. Ti želim vse dobro na fakulteti in se ti zahvaljujem za obisk v našem studiu in za ta pogovor. Hvala za vaše povabilo.
vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.